Lepo pozdravljeni, od šolstva bomo šli pa kam drugam kot k kulturi. Kultura je namreč tisto področje, ki ga pogosto, seveda, polni velikih besed, nosimo na ustih, češ kako zelo je pomembna, vsi pa vemo, da na koncu se zgodi tisto, da za kulturo vedno zmanjka časa, energije, predvsem pa denarja. Danes o kulturi pravzaprav ne moremo govoriti le o nespornem nacionalnem pomenu kulture, ampak da je to eden ključnih temeljev, ki se ga vedno bolj zavedajo tudi na evropski ravni. Evropa in s tem tudi Slovenija ne bosta mogli preživeti le kot neke vrste trgovsko-ekonomska naveza, preživeli bosta kot skupen idejni oziroma skupen enotni kulturni prostor. S to zavestjo bo potrebno seveda vstopiti na polje slovenske kulture in jo z razvojem krovnih dokumentov umestiti tudi v širši evropski kontekst. Kultura bo le tako postala prostor, ki bo odprt za vse in vsakogar. Kultura bo potem izpolnila enega svojih poslanstev, torej vzpostaviti čim bolj vključujočo družbo. Kultura je eno tistih področij, ki danes nujno potrebuje razmislek o strategiji razvoja. V preteklih letih se je na tem področju, namreč vsi dobro vemo, nabralo lepo število zajetnih izzivov, ki nas čakajo in s katerimi se bomo morali soočiti. Javni sektor na polju kulture se sooča denimo z velikimi težavami. Samo za primer naj navedem, takšna inštitucija, kot je SNG Drama, danes se sooča s popolnoma neprimernimi in skrajno dotrajanimi prostori in le z največjimi napori lahko naši umetniki tam dosegajo vrhunske rezultate. Galerije, kot so, denimo galerije nimajo denarja za investicije v zbirke in naše te umetnine odhajajo v privatne roke, predvsem pa, kar je najhuje, odtekajo tudi v tujino. Vrsto let so svoj delež v času krize plačevali tako profesionalni umetniki kot samozaposleni, torej z področja nevladnega sektorja. To je področje, ki je zaradi finančnih rezov prispevalo nesorazmerno veliko k reševanju krize in čas je, da se poskrbi za tisti minimum, ki ga potrebujejo za svoje profesionalno vrhunsko delovanje. Le tako bomo sledili drugim evropskim državam in trendom, kjer se zaposlovanje v nevladnih organizacijah močno dviguje, s tem pa ta sektor postaja eden bolj vitalnih sektorjev za zaposlovanje mlade, kreativne in umetniške sile. Pri razmisleku o kulturi seveda ne moremo niti mimo mreže kulturnih društev na Slovenskem. Ena izmed stvari, s katero se zagotovo lahko pohvalimo, da na Slovenskem deluje okrog 5000 društev z več kot 100 000 aktivnimi člani, kar pa omogoča dostopnost kulture tako v urbanih kot neurbanih okoljih. Marsikje, sploh izven urbanih okolij, so ta društva edina društva, ki s svojim delovanjem omogočajo dostop lokalnemu prebivalstvu do kulturno-umetniške produkcije. Ravno zato bo treba odpreti vprašanje decentralizacije kulture in razvoja teh deprivilegiranih področij, da vse kulturne in umetniške vsebine ne bodo dostopne le v nekih urbanih naseljih oziroma v večjih urbanih centrih. Ne moremo si več dovoliti tega, da bomo rekli, otrok, ki je recimo rojen v Lendavi ali v Črnomlju ali na Tolminskem, da ta otrok nima enake dostopnosti in možnosti dostopanja do kulture kot otrok, ki preprosto živi, na primer, v Ljubljani. Velik in pereči del kulture so seveda mediji. Medijska krajina doživlja v zadnjih letih resne in precej velike spremembe. Že vrsto let se odvija vprašanje medijske zakonodaje kot eno tistih temeljnih področij, ki jih bo seveda potrebno urediti. Pri tem je, kljub morebitnim političnim apetitom, nujno potrebno stopiti v stik s stroko. Stroka bo tista, ki bo povedala, kaj je prava smer za razvoj in delovanja odprtih, kritičnih in svobodnih medijev ter avtonomnega novinarstva. Medijev, ki ohranjajo nivo poročanja in ne širijo sovražnega govora. Temu govoru, poplavi tega govora smo praktično danes
vsi priča in se soočamo z njim na dnevni bazi. Mediji so hkrati eden pomembnejših dejavnikov tudi jezikovne politike. Slovenski jezik potrebuje podporo tako za raziskave, kot za razvoj v dobi digitalizacije in hitrih jezikovnih sprememb. Pri tem ne moremo mimo vprašanja tudi slovenske knjige in filma, ki se z upadom finančnih sredstev v času krize le z izjemno težavo prebijata in ohranjata svoj položaj. Država je dolžna poskrbeti za podporne mehanizme omenjenih strateških področij kulture in seveda umetnosti. Kultura in umetnost, še posebej kulturna dediščina, ki je za nas vitalnega pomena, niso le tisti porabniki denarja, ampak ga skupaj z drugimi sektorji, kot so denimo turizem in gospodarstvo, znanost in tako naprej, producirajo in pomembno ter dokazano znatno vplivajo tudi na gospodarsko rast. Spoštovane in spoštovani, področje kulture in umetnosti mora v prihajajočem obdobju doživeti nekaj resnih sprememb, ki bodo sprejete s širokim javnim dialogom ter bodo v skladu s strokovnimi standardi za vsa posamezna podpodročja. Pri tem se mora položaj kulture znotraj vladnih politik in v javnosti okrepiti. Kultura in umetnost morata ostati okolje inovativnosti, v katero bo enakovredno vključen vsak zainteresiran deležnik. Politika podpore kulturi in umetnosti bo ključ do vključujoče družbe. Zato, spoštovani, le tako bo kultura postala in ostala odgovor za izzive, ki jih prinaša prihodnost. Hvala lepa.